Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Čarobni gozd želja. Nekoč v deželi daleč stran je živela deklica po imenu Maja. Maja je imela rada naravo in vsak dan je preživela ure in ure v gozdu blizu svojega doma. Nekega večera, ko je legla v posteljo, je zaprla svoje oči ter si zaželela, da bi lahko obiskala čarobni gozd želja. Ko je Maja zaprla oči, je začutila, kako jo obdaja nežna svetloba. Ko jih je ponovno odprla, se je znašla v čudovitem gozdu, polnem svetlečih dreves in cvetlic. Vsaka rastlina je sijala v različnih barvah ter oddajala prijetno toploto. Maja je bila očarana. Medtem, ko je hodila po gozdu, je srečala modrega metulja po imenu Aurora. Aurora je bila zelo prijazna in je Maji povedala, da je vsak otrok, ki pride v čarobni gozd, poseben. Vsaka rastlina v tem gozdu predstavlja tvoje sanje in želje, je rekla Aurora. Ko verjameš vase ter slediš svojim sanjam, te rastline svetijo še močneje. Maja je bila navdušena. Začela je raziskovati gozd ter se pogovarjati z različnimi rastlinami.
Vsaka rastlina je povedala svojo zgodbo o tem, kako so otroci verjeli vase in tako dosegli svoje sanje. Maja je začutila, kako se v njej prebujata pogum in samozavest. Ko je tako hodila po gozdu, je naletela na čarobno jezero, ki je sijalo v srebrni svetlobi. Jezero je bilo polno majhnih zvezdnih ribic, ki so plavale v kristalno čisti vodi. Maja je pokleknila ob jezeru ter opazovala ribice, ki so se igrale med seboj. Ena izmed ribic je priplavala do nje in ji rekla: "Vsaka ribica v tem jezeru predstavlja tvoje misli in sanje. Ko so tvoje misli čiste ter pozitivne, te ribice svetijo še močneje." Maja je bila očarana nad lepoto jezera. Nadaljevala je svojo pot ter tako prišla do velikega drevesa, ki je sijalo v zlati svetlobi. Drevo je bilo polno zvezdnih sadežev, ki so oddajali prijetno dišavo. Maja je odtrgala en sadež ter ga okusila. Bil je sladek in osvežujoč. Drevo ji je povedalo: "Vsak sadež na tem drevesu predstavlja tvoje dosežke in uspehe. Ko verjameš vase in trdno delaš, ti sadeži postanejo še slajši." Maja je bila navdušena nad vsemi čarobnimi stvarmi, ki jih je videla v čarobnem gozdu. Ko je prišel čas, da se vrne domov, je metula Aurora Maji podarila majhno zvezdo, ki jo je lahko obdržala. Ta zvezda te bo vedno spominjala, da si posebna ter da lahko dosežeš vse, kar si želiš, je rekla Aurora. Maja se je zbudila v svoji postelji, a zvezda je bila še vedno v njenih rokah. Nasmehnila se je in vedela, da bo vedno verjela vase ter sledila svojim sanjam. Dragi moji otroci, ne pozabite, da ste tudi vi posebni
in edinstveni. Prav vsak izmed vas ima svoje sanje in želje, ki jih lahko dosežete, če verjamete vase ter trdno delate. Dragi moji, vedno sledite svojim sanjam ter nikoli ne obupajte, kajti v vas je moč, da dosežete prav vse, kar si želite. Le zaupajte ter verjemite v sebe. Lahko noč in sladke sanje. Lahko noč.